V prijetnem vzdušju pri gostišču Pod Skalco je potekala že 7. slikarska kolonija v spomin na Dušana Lipovca. In v čem je namen tega srečanja slikarjev oziroma slikarske kolonije? Pod Skalo v Kamniku že letos 7. leto zapored prirejamo srečanje slikarjev v spomin akademskega slikarja, publicista Kamničana Dušana Lipovca, ki je pred 7 leti tragično preminul. Prav na njegovo pobudo je namreč smo začeli prirejati slikarska srečanja, tako da se slikarji vsako leto 1. junijsko soboto zberejo v njegov spomin, ustvarjajo cel dan, se družijo, pogovarjajo o ustvarjanju, tako da jim dan tudi mine nekako v prijetnem druženju, kar je tudi glavni namen našega srečanja. Na zaključni prireditvi je organizatorjem najprej malo zagodlo vreme, padala je toča, nato pa se je odvil program. Skratka, jaz vse slikarje in udeležence in vse vas, ki ste vztrajali danes v tem deževnem vremenu, tukaj lepo pozdravljam v imenu sebe in moje družine in vseh, ki so mi pomagali tole organizacijo oziroma tole prireditev skupaj spraviti. Skratka, veste, da je bil moj prijatelj, tale gospod Dušan Lipovec, že z mladih let, tudi osnovno šolo sva skupaj hodila, potem sva se v Ljubljano skupaj vozila tudi v šolo, nekaj časa z vlakom, pa z avtobusom, no in tik preden je on preminul, sva se pa zmenila, da bova skupaj začela pripravljati tele kolonije. No in jaz to tradicijo zdaj nadaljujem v taki obliki, ko se je on nekje zamislil. Je rekel, vsak, ki pride, mora vsaj eno spacati. Skratka, jaz mislim, da ste slikarji danes več pokazali, kot je pa on mislil in da naj bo to druženje en dan in zaključek zvečer, potem pa veselica do jutranjih ur. Zdaj bi pa... Zaključno prireditev je odlično povezoval Silvo Teršek, ki je med drugim vprašal kamniškega župana naslednje. Ali razumeš ti umetnike, kaj bi rekel? Ali razumeš prevaranstvo umetnosti? Ali veš, kaj je umetnost in kaj ni? Ko sem bil še v svojem poklicu, tam namreč diplomirani igralec, tam je bilo več vrst umetnosti, vsak je videl drugače. Mislim, da je umetnost nekaj, kar vsak slika s svojimi očmi. In mislim, da je tako tudi prav. Čeprav včasih kakšen umetnik tudi zato, ker nima denarja za sceno, recimo v gledališki predstavi, potem ne naredi scene in pravi igralcu, odigraj sceno. Ali za konec, ali verjameš, da se v naslednjem obdobju ne boš bistveno spremenil kot človek in da bo tvoj portret čez 2-3 leta dovolj podoben temu, ki se ga zdaj prinesel na župansko mesto. Ne bi rad, da bi postal podoba Doriana Greja. Najlepša hvala.